Dobrodošli nazaj v podcast Kaktus in danes je z nami Vauks, a.k.a. Jan Vauhman. Hvala, da si prišel najprej. Malenkost, 100 evrov. Okay. Dej, za začetek, kako bi se v enem stavku opisal? V enem stavku? V enem stavku težko. Včasih sem debil. Okay. To je bil najboljši stavek za me, ja. Ne. Okay. No, zdaj pa gremo naprej na to malo, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, ne reci COVID. Eni mislijo, da je to izmišljeno, eni mislijo, da je to potakne, ali kaj ti misliš glede tega? Zdaj o tem govoriti, veš kako je. Žal pri koritu nisem, ne vem, kaj se dogaja, filajo nas s preveč informacijami, to je 1+1 in tudi če ta virus res obstaja, se ne moreš vedeti, eni pravijo, da ne, drugi ja in mislim, da je preveč vsega, ne. In zato vsak človek živi v neki dilemi in vsak verjame, kaj temu res, kaj ni. Poli so te ukrepi ti tako zjebejo dodatno. Ukrepi so pa samo izkoriščevanje tega virusa, da lahko nas pač počasi jebejo, ne, to je itak. Zdaj, kar je pa res, pa bi imel rad enega zdravnika v družini, da bi vedel samo. Ja, te ukrepi, zdaj, ko je v bistvu baš več časa zase, ko si več noter, a si kaj tako razčistil sam pro sebi, ti to kaj pozitivnega tudi dal? Ma tako ti bom rekel, ne, jaz sem itak odvedno bolj, mislim pač, ko ustvarjam, itak imam čas zase, tako da bom rekel, ta virus ni nič spremenil na me, nobenega pogleda, na nič. Razen kot to, da ja, kaj je svoboda, ne? To smo lahko opazili, da zdaj pač ne moreš, ko se ti sprdne ob 2 zjutraj ven in tako naprej. Drugače pa ne, pri meni je zaenkrat vse pač isto, no. To ni neki zjeba, tako? Ne, mislim, kakšna je, kar dosti, kakšne so navajeni. Gostince, mislim, tisti sploh imajo neko firmo, itak to nočem biti njihovi koži, ne. Zdaj nam, ki nimajo pa kaj vzeti, pa smo na istem, ne. Mogoče nekdo je celo še bolj zalaufal v tem času. Ja, se, ker je veliki... Ker je izkoristil, bom rekel, ta virus, oziroma da so ljudje doma za prodajo, ne. Ja, ta online industrija se je ful razvila, odkar je to. V enem letu se je čisto spremenil. Da primo vrsta je vrsta. Okay. Isto začel si delati meni iskreno fuljak video, kdo tu koga jebe, a ne? Aha, ja. Kako si to spomnil, kako si do tega prišel? Ja, to je pač to, kar se dogaja vsak dan. Mislim, vsak dan bi lahko posnel video, kaj se dogaja, ne? Vsak dan pride en fiasko ven od politikov, od znanstvenikov in jaz to pač shranjujem, ne? In pol zberem pa 3-4 ta močna in pol sestavim. Zdaj itak se že sestavlja, do takoga jebe štirka, mislim, da ker je lih včeraj en doktor Štrukelj izjavil, spet eno bedarijo. In tako da ja, to pač sami me zalagajo, ne. To hočeš, nočeš, to ti dajo material. Free content. Ja, res. No, gremo zdaj tako bolj malo na musko, ne. Se pravi, to je prvi komad, si ga napisal v hrvaščini. Ja. In dej, o čem je govoril? Ma, ni imel nobenega niti glave, niti repa, to je bilo freestyle, ne. Freestyle. Jaz bi dal vse ta komad, kje dobim, ampak ne vem, kje ga dobiti, ker takrat ni bilo, mislim, je bil YouTube, ma nismo uporabili, to je bil MSN, takrat, poznate? Ne bi vedel, kaj je MSN. To je bil Messenger, isto je bil Messenger, ampak ti si imel svoj mail, ne vem, si imel jan.vauhman@hotmail.com in si imel pač isto tako en Messenger, kot je zdaj na Facebooku, podobno in si imel kontakt in si dopisoval, ne. In ko si ti takrat dal pesem ven, si napisal v opis nova pesem, če bi rad slišal, klikni. Potem so ljudje kliknili in si ti poslal komad. In če je bil komad hit, se je to prepošiljal iz telefona na telefon. Takrat smo imeli že tiste IR, ker si dal telefon ob telefon, da je iz enega na drugega poslala. In to pomeni, da je bil hit, če so ga vsi na telefonu imeli. A je bil hit? Ne. Mene je bilo sram, jaz sem bil samo eni sošolki poslušali, ki sem je nekako zaupal. In mislim, da je bilo tudi to. Kje je ta komad končal, ni izginil. Ja, pol si... Ja, lepo je. Verjamem, da bi ga rad dobil nazaj, ja. Ne. To je zlato. Pa po prvem komadu si rekel v intervju, da si mislil, da rap ni zate, si mislil, ne? Potem je pa Jure Colja, CJ, povabil domov v studio. A misliš, da če takrat te on ne bi povabil v studio, pa ne bi ti videl... Ja, jaz sem takrat, ko sem posnel prvi komad, itak to je bilo pač, da vidimo, itak vsako stvar, ko nekdo prvič naredi, si reče, to ni zame. Karkoli bo, ne. In potem sem to poslal, vse rekel, ma ne, brez veze. In sem pač enostavno pustil vse, dalje treniral nogomet, ali kar sem takrat delal. In potem sem tega, oziroma ni bil sošolec, paralelka,
In je slišal, da sem nekaj delal in me je pripričeval, da pride meni, da je nekaj, da delaj še. Tako da ja, mislim, da je on tisti, ki me brcnil rit, da sem delal dalje. Sprav, če te on ne bi takrat povabil, a misliš, da bi delal musko? Ne, zdaj bi bil. Že bi tle mene ne bi bilo. Ja, se pravi, kako se stvari razvijajo, je kar zanimivo. Sprav, kaj pa, ko si začel z rapom, tako malo bolj resno, tako da si začel objavljati, da je recimo folk vedel, da ti delaš musko. Kaj so rekli od frendi, tako pa družina? Čisto na začetku? Na začetku, se veš, kot sem rekel prej, bi tak noben ni verjel v to, ne. Kolegom niti nisem dal poslušati, ker jih to ni zanimalo, starši še manj, dokler nisi nekaj naredil, da so rekli, ne, zdaj je resno. So pa pač ostali, bom rekel, poslušalci, ja, ne vem, ti kdo kaj napisal, ampak takrat niso se zadeve dali na YouTube, to je bil MySpace in včasih so bili razni forumi, recimo en forum bil RVC, Rap Virus Crew, in tam smo mi objavljali pesme in potem so drugi reperi povedali, kaj je prav, kaj je narobe, kaj bi lahko popravil. Nekaj Reddit. Tako, in ni bilo nič, da bi ti dal na YouTube premiera, single, to je bilo vse hobi. Samo objavil, nisi nič dolga hypa na začetku, samo objavil. Ja, pač tam v forume, MySpace je bil še zdajkrat poznata. MySpace, to je zdaj, mislim, da lani je ta spletna stran dokončno umrla. To je bila ena platforma, kjer so bili artisti in vse od fotografov, slikarjev, ampak večinoma muzičari in se tam objavljal in pač nekdo šel na tvoj profil, kliknil play. Mi takrat YouTube, vedeli smo, da obstaja, ampak nismo si mislili, da ti YouTube lahko nekam prinese, ne. Ko da smo se ga bali. Ja, sej, ni bilo tudi toliko uporabnikov na YouTube, bila boljša televizija. V Sloveniji itak, da ne. Takrat pač, če si imel na televiziji videl spot, wow, ne, ali pa na radiju, ne. Danes pa je YouTube, to je priložnost za marsikaj. Ne rabiš drugega. Res ne. Ja, itak zdaj veliko imaš video spotov, na katerega bi rekel, da si recimo najbolj ponosen, ali pa komadov, pa na katerega najmanj. To je ful težko reči, ker vsako stvar, ki jo naredim, daš trud, daš sebe, vse daš, kar imaš. In ima vsak spot, tudi tisti, ki ima, ne vem, največ gledal, tisti, ki ima najmanj, ima določeno energijo, trud, da je to nastalo. Tako da težko bi rekel, dan z njom je en tak spot in komad, ki, ne vem, ga rad izpostavim. Ne vem sploh zakaj, pač mogoče, ker je nekaj drugačnega, ne. Nek taka dalmatinska verzija z rapom povezana, ne. A je kakšen komad, ko tako nisi lih najbolj ponosen na njega? Ja, tisti Dis, TNT. Tega bomo pa še prišli malo. To je en tak, ampak mlad, neumen, kot vsak. Ja, sej, ampak tako, a misliš, da si ta... Ok, dobro, ne bomo zdaj prihiteval, ko ima pa še flut. Ja, imaš tam, ja. Ja, malo še preštima, ne, par, to me nekaj res zanima. Kako se pa recimo lotiš komada? Parodije. Parodija, čakam, da se kaj zgodi, ne. In pol pač imaš en teden časa, da posnameš, ne, ljudje pozabijo, sploh v tem času, ko se vsak dan nekaj zgodi. Zdaj, če se danes zgodi pizdarija, jutri grem že v akcijo, ne. Že probam najti kjero parodijo, kam, spišem tekst, posnamem in ponovadi v enem dnevu in komad in spot. Sprav, parodije je lažje posnemati kot svoj komad, ne? Parodijo, ja, je lažje posneti, zato ker ti imaš že original komad, po katerem imaš vse, samo sestaviš besedilo, ampak spet moraš ti narediti parodija dobra, da ima rep in glavo. Ti s parodijo lahko sporočiš dosti več, kot ljudje samo mislijo, ne. Oni mislijo, bedarija, ne. V bistvu parodije imajo lahko globli pomen. Lahko exposaš. Se pravi, ti pokažeš, kako retardirani so ti ljudje, ki nas vodijo na smešen način, ne. Na enostaven in preprost način, da so pač indijanci. Pa parodije tudi ogledi. Parodije, ja, ljudje imajo radi neumnosti. To je ena plus ena. Ti boš napisal komad kolegu, ki je umrl in bo 10krat manjši odziv kot za eno parodijo, kjer si pač smešen, ne. To, ker ljudje imajo radi, da je neumno, ne. Bolj ko je neumno, bliže jim je. To je pa in publika je vedno manj zahtevna in bolj kot tehnologija gre naprej, bolj je publika manj zahtevna. Ampak to je pa res. Recimo, ko sem začel dajati prve spote, gremo reči 10 let nazaj, takrat ni bilo vlogerjev. Takrat noben. Kot prvo ti nisi mogel kar tako posneti vlog, ker telefoni so bili katastrofa, videi kvaliteta, zvoka. Danes pa imaš ti z enim telefonom in zvok na nivoju in sliko, ne. In takrat si dejansko mogel nekaj znati, da si bil, ne. Zdaj se pa je to razpaslo. Ti rabiš en ring light, ki ga dobiš za par evrov na Wishu, kamero stari iPhone 6-ka, pa je že 10 let star telefon, je čisto v redu slika. Ja, sej. Zdaj je bolj dostopno to objavljanje. V bistvu kdorko lahko zdaj nekaj naredi. Tako in tudi ogromno ljudi
ima fulejnih subscriberjev, ampak everyday life, nič posebnega. In jaz ne razumem, kaj ljudje vidijo v teh ljudeh. Stari, vsak lahko gre v Primark, se posname in to zmontira. Ja, ampak zdaj tudi ful mlajših ljudi na... Ja, se pravim, zato ker ljudje, to vse jim je všeč, nekako, wow, ona je šla v Primark. Ja, vse greš lahko tudi ti. Samo posnami se. Ja. Ni problem, ampak ja, pa če ne vem, ljudje res ne vidijo dlje od tega, ali jim je res vse tako wow, ne. Ja, a misliš, da je to pozitivna stvar, da je zdaj več ljudi gor, več kreatorjev, več vsega, ali da je to negativno? Pozitivna stvar je, da lahko tisti, ki bi rad ustvarjal, pa se ne more privoščiti ustvarja, ker je danes vse dostopno. To je definitivno plus, pravi, da so ljudje kreativni, da ustvarjajo, da dajo energijo v to, ne pa v bedarije, ne? Alkohol, droge in pizzerije. Je pa spet minus, ker je ogromno ljudi in težko izstopaš. Ne? Recimo, da jaz danes naredim svoj YouTube account, kaj bom jaz drugačen kot nekdo drug. Ja. Ne, in to je težko. Zdaj že vse naješ, težje biti drugačen. Težko je izstopati. Ne? Zdaj, če je neka make-up artistka ali pa neka vlogrica, ki pač živi normalen life, kaj ona ponudi več od lepe afne, ne? Recimo. In težko je pronicati skozi neprit. Včasih je bilo to, ne vem, 3, si komod prišel, danes pa vsak dan ena vlogerka. Preveč je tega, malo preveč. Ful se mi zdi, gledam, ne vem, montira svojo pisalno mizo in naredi vlog. Da si rečem, ok, cool, nič, nobenemu nočeš nič slabega, se ne mislim nič slabo, ampak ne vem, zakaj bi to ljudi zanimalo. To ima, veš, komu take stvari ogledal? Se vem, se pravi, ne, ampak to so, ne vem, to so pač določena publika, ki jim je pač to wow, ne. Ampak se pravi, noben noče nobenemu slabo. Nisem rekel, da tega ne smejo delati. Samo pač publika ni zahtevna. Res ni zahtevna. To si dobro rekel. Ni zahtevna. Vse sprejme, vse je wow, ne. Zdaj pa nekaj mene res zanima, jaz iskreno, tako par let nazaj, ko smo začeli malo tako ven hoditi pa te scene, ne, smo ta tvoj komad, ne, ta tvoj legendaren komad, vsaj tako vsaj nam je, ne, ta ti daš euro, anda euro. Ta komad, kako je ta komad nastal, pa si veril, da bo ta komad res tako vsi poznali? Ta komad je nastal, takrat sem še živel v Kopru, z bratom smo živela samo v enem stanovanju v Kopru in smo se zbudili in takrat smo ful ustvarjali, ampak takrat smo dali ful stvari na Facebook, ne na YouTube, take bedarije, ne? Ja. In mi smo se vedno naročevali iz ljudi, ki kadijo travo in se s tem hvalijo, ne? In smo rekli, dajmo narediti eno parodijo na te ljudi, ne? In itak, ti, ko si že enkrat iz takega kraja, kot je Markovec, Koper, spoznaš ogromno teh ljudi, ki pač kadijo travo in ono, spoznaš kupenih zgodb, kupenih glumcev in ti to pač, mi smo to črpali, ne, on je tam rekel, imam 2 evra, kaj dobim za 2 evra, ne. Ti imaš rizlo, jaz imam to in potem smo mi dobesedno iz teh zgodb, ki smo mi bili deležni, sem jaz nekako ta referenc sestavil in posto še brat pa Faker bila v partu. To smo posneli takrat video spot z nekim telefonom, ki je odreden par evrov. In mi smo to nič hudega sluteč objavili na Facebook, ne. In pol je nekdo, nimam pojma, kdo objavil to na YouTube, kvaliteta zvoka, katastrofa. Grozen, besedilo totalno narobe napisano. Pa zamik, zamak. Gledam po YouTubeu, kliknem 100 jurjev. Sem rekel, wow. Sem rekel, fuck, kdaj? In pol, da vem, čez 3 mesece, 4, to je vedno raslo. Zdaj imam 300-400 jurjev. Kar en uporabnik. Tako da iz največje bedarije vedno nastane nekaj dobrega. Spontane stvari so kdaj najboljše. To je bilo narejeno, mi smo vstali, takrat smo spali do 2. Luzeri, totalni smo bili. Mi smo vstali v 12 do 3, je bilo to že na Facebooku. Ne. Posneli smo pa imel sem takrat Mac, tisti stacionarni, kjer je v ekranu. Čeprav, tudi nastalo je v parih urah vse. Ne. In iz tega je pač nastalo spontane hit. Stvari so, res hit. To sem pač mogel res narediti. Sem pa še enkrat posnel zvok, pa vse naredil spot. Ne, to sem videl zdaj nedolgo nazaj. Pred novim letom, to nekje mislim, da. Ker sem prav imel željo to, bom rekel, narediti en remade, ne. Ampak si te vrse vmes si sam posnel, niste prišli? Ne, pač so ne brat, ne faker, noben več ne snema in sem rekel, sem vprašal, če lahko sam, so rekla ja. Jaz sem pač pol posnel, tako da najbolj spontana stvar, ki si ne misliš. Ja, ampak je ful včasih pa vlagaš toliko energije, truda, lokacije in je odziv niti malo tak kot... Zaradi tega včasih ne maram tega objavljanja, pa teh
biti content creator, zaradi tega, ker kdaj se res potrudiš na polno, pa si to bo zdaj pokal in pol objaviš in nič. To je pa nikoli ne moreš vedeti, kaj bo, ne. To je pa slaba stran tega. Zato vedno jaz pravim, važna je ideja, ne pa kako imaš ti zvok, kvaliteta, ne. To pride pol. Ti daš evro je en velik pokazatelj, da je lahko katastrofa in zvok in vse, pa vseeno bo ljudje poslušali, ne. So, ker pač je bilo takoj tistih nekaj sekund, to je pa catchy. Ja. In enako je film, ti ko gledaš film, je lahko nerealna produkcija, če prvih 20 minut filma prepriča, ga boš ugasnil, ne. In enako je muzika, prvih 20 sekund je vse. Ja, to je res. Ampak ljudje delajo kontrolni, vlagajo v video spoda, čim bo zgleda komadja, pa ja, ne. Ne, ampak res tako, to zdaj, kaj si rekel, to je to res, ker zadnje čase jaz to gledam, video spot, auti, vse res komad pa bejde. Pol komad, res tako, ampak ne slabo, komad res slabo, sam ne veš, zakaj to obstaja. So, ker mislijo, da zdaj, če bo spot, vse pravim, vsak ve pri sebi, ti ko greš na YouTube, ko vidiš, ta je dal nov komad, poslušaš, dvakrat skipneš, če ni to ugasneš. Tebe ne zanima tudi, če imam Cristiano Ronaldo na sredini video spota, sorry, nisem videl. Sam folk se tega dosti ne zaveda, kako tega objavlja. Mislim, eni se pa naredijo dobro. Meni pač bi radi delali samo, da se vidi kao, wow, jaz sem kvaliteten. Refleks, Sam tudi realno, kako si rekel, vi ste slišali par stvari, pač kar je res, pač si dal tak, kako se reče, resnico ste dal v komata, ne? Ja, ampak problem je, da ljudje niso razumeli, da oni so mislili, da mi dejansko govorimo o travi, mi se naročujemo iz tega, ne? In pa ljudje so to začeli na TikToku kao kaditi in sem si mislil, ne razumete. Bil je nek trend na TikToku. Ne razumete vi komada, res ga ne. Ampak kaj misliš, misliš, da je lažje uspeti, če si ti fake? Ja, mislim definitivno, so ker ljudje imajo raje tiste, ki niso sporni. Ne, se pravi tiste, ki pač kažejo na svojih profilih samo neke dobre stvari, ne. Kot se nekdo dotakne neke problematike, hitro dobiš nekoga, ki se s tem ne strinja. In s tem, ko dobiš nekoga, ki se ne strinja, avtomatsko lahko sprožiš par ljudi, kaj ta govori, ne. Oni za sabo povlekli. Tako, in pol oni za sabo povlečejo in tako dobiš hejt, ne. In tako vsi se obrnejo na te, ne na to, kar si napisal, kar je danes največji problem. Ti boš napisal, da sovražiš krave, tebi bojo napisali, ti sovražiš krave, ker si debil, ne pa zato, zakaj sovražiš krave, ne. Tako recimo, kot se na potrča spravljajo, da je steroid, ne zato, kar on objavlja, glede Švedske in razmer in ukrepov. To je ta ad hominem, se temu reče. In tako da danes pač ne smeš biti sporen, ne smeš povedati svojega mnenja, Bog ne daj. Ti, da boš izrazil, da si politično opredeljen, boš takoj dobil hejt. Da boš izrazil, da ne vem, ti gre na živce gej parade, ker so slaba luč za gej community, ker zaradi njih mislijo, da so vsi istospolno usmerjeni taki, boš tako homofob. Ja. In če boš izrazil, da ti niso všeč ženske, ki niso urejene, boš bil seksističen. Ja, ampak so, ker danes je vse gre v ekstrem. Ful je občutljiv. Ne smeš imeti svojega mnenja. Eno je, da ti rečeš vse Pedro teba pobiti, to je primitivno in to se mora napast. Ne? Če pa ti izraziš, da gej parade so, ne vem, slaba luč za istospolno usmerjene, ker zaradi tega boš hujši. Vsi mislijo, da so vsi geji enaki, ne, klovni, si pa homofob, ne. Isto kot da bi Črnc rekel, da mu niso všeč bele ženske, je rasist. Ja. In danes se na vse se obesil, ne smeš imeti svojega mnenja, to sem opazil. Karkoli boš povedal, kar si ti misliš, ali boš seksist, ali boš rasist, ali boš nacionalist, ali boš homofob, ali boš nacist, vse boš. Vse se najdemo, da folk je nerealen. Preveč je vsega, ljudje si iz vse strani preveč polnijo glavo. Ne. Ja, ampak kakšen folk pa prav izzive pol s takimi? Veš kaj je, problem je, vsaka ta panoga ima ekstremista, ne. Tako kot imajo tisti, ki se borijo za istospolno usmerjene, so ekstremisti, kjer kvarijo slabo luč, tako kot ima vera ekstremiste, vernike, kjer spet dajo slabo luč, tako je vse, ne. In te ekstremisti, kot so levičarski, desničarski v politiki, tako ima tudi feminizem, gay community in tako naprej, ne. In taki potem dobesedno z agresijo bi radi nekomu nekaj utupli v glavo, ne. Kar je narobe. Ti ne moreš z nestrpnostjo človeku, ki je nestrpen, povedati, da je nestrpen. Ja. Ne? A folk tek tudi ne posluša, tudi če se probaš razložiti. Se pravim, danes karkoli boš izrazil svoje mnenje na kulturen način, boš napadel. Bo narobe. Bo nekaj narobe, neki bojo najdli, ne. Si dal na story, si dal... Zdaj si dal na story, na Instagramu sem napisal, da mi niso všeč ženske, ki repajo, ker sploh tiste, ki niso ženstvene, ne. In so me tako delili po Instagram profilih, da sem širil seksizem, ne. To sem posnel video, sem rekel, zakaj?
To je moja osebna preferenca. Če meni ženska ni všeč, ker ni ženstvena, jaz nisem seksist. Ne? Jaz bi rekel, da ženske ne smejo biti na visokih pozicijah, to je seksizem. Ne? Zdaj pa, če meni ženska ni všeč, ker bom rekel, da je zanemarjena, se pravi, zdaj moram biti z njo, ker če ne bom z njo, bom bil seksist. To je vse. In to je ta ekstremno pumpanje, se pravi, ti z vsako žensko, ki jo srečaš, tudi če ti ona ni všeč, je ne smeš skenslati, ker boš, ne vem, zdaj si me skenslal, ker, ne vem, imam umazane nohte, seksist. Ne? Ampak nekomu, ki verjame v to, ti mu ne boš spremenil. Ne more. Ti se lahko to je ping-pong, to je ping-pong, to je lahko 3 dni, on bo povedal svoje, ti svoje, on ti svoje, ti svoje. Ampak kakšni dal res toliko energije v to, sem opazil, sploh na TikToku. Ampak najbolj sovražim, kot sem rekel, izražiš neko svoje mnenje, ne vem, poveš, da se ne strinjaš s tem in oni se ne obesijo na kar si napisal, ampak na tvoje delo. Ne vem, vsi so me napadli, ko sem omenjal OnlyFans, ti se mažeš z Drekom v TNT, kaj boš ti pisal kreten. Zakaj ima moje delo veze s tem, kar sem jaz napisal? Ampak ne, to pač to folk dela. In to je ta ad hominem in to vsi delajo. To so 90% ljudi samo na to. Samo na moj video, kako jaz gledam, kaj jaz delam. To ni važno. Ne moreš ti zdaj zebre pljuvati, zakaj je zebra, če je napisala, da pač i levi niso všeč. Dajte podebatirati, zakaj i levi niso všeč. Se folk takoj, ko vidi, takoj napade, na prvo muho. Veš kaj je problem? Recimo, en reper je dobro rekel, bom povedal v slovenščini, ni sovražni govor, ampak je mogoče govor, ki ga sovražiš. Se pravi, če poenostavim, ni narobe, kar sem jaz napisal, problem bil, kdo je to napisal, Jan Laukman. In zdaj, če jaz nikomu nisem simpatičen, bi lahko napisal karkoli, tebi ne bo všeč. In to je problem. To je problem. To je res. Ja, okej, zdaj se ukvarjaš z YouTuboma, ne? In tako tudi mi je, pač zasluži se ne veliko s tema, ne? Ne. A še kaj, v Sloveniji ne, a še kaj drugega se s čim drugim ukvarjaš? Z videoprodukcijo, tu pa tam, komu posnamem video spot, ker imam svojo opremo, s tem pa tudi dizajne delam, za ene par film sem že naredil, recimo logote, tako da vse Photoshop, tako da te stvari, vse kar je ta medija, fotke, snemanje, oblikovanje, grafično, tak in onak način. Tako da to, kar sem se pač naučil zaradi muzike. Pa komu sem tudi komad že spisal, pa ga je potem recimo od mene recimo kupil. In tako, pač. Pa sponzor tu pa tam. Pač treba preživeti, A bi lahko rekel, da v bistvu pa lahko živiš od tega, od teh social media, od tega vsega, od sponzorjev, samo od YouTubea v Sloveniji, slovensko vsebino ne. To itak ne, ampak sponzorji. Nerealno. Zdaj, da greš ti že na balkansko vsebino, se da. Pa je pomembno, iz kje prihajajo gledi. Samo spet moraš priti na balkanski trg, ker je nerealno. Pač to je zdaj že skoraj isto kot angleško, ker itak je že tokenga. Ne, je pa res, od kjer pride ogled, je ogled boljši. Zdaj, če pride ogled iz Nemčije ali pa iz Dubaja ali pa iz Nemčije, Švice, tam, kjer je denar, je recimo en ogled 10-krat večji kot mi smo slovenski, smo med najnižjo kvoto imamo. Ja, zato, ker ni toliko napredno. Ne priznavajo še, da premalo nas je in premalo oglaševalcev in premalo plačajo oglaševalcev. Recimo naši 2 milijona, Balkancev je 30 milijonov. Se pravi, zdaj Balkanci so po celem svetu. Zdaj recimo, da nekdo iz Avstralije, da jih je 100,000, da jih od tega 50,000 pogleda v Avstraliji je cash, ti od tega že nekaj imaš, ne. Slovencev je pa nič. Tako da slovenski content, žal, pozabite, so pa sponzorji pa razne sodelovanja. Ja, sponzorji te pa rešujejo. To pa je pol kakšna firma, itak. Tu pa pač se da narediti oziroma nekaj zasluži, definitivno. Dobro, tako smo lih te v Sloveniji govorili, slovenska rap scena se zdaj, sploh kar je karantena, pa tako v zadnjih parih letih res spremenila. Prišel je ta trap ali pa moderna glasba je prišla tako. Ja, se pri nas vse pride 10 let kasneje, ko v Ameriki trap umre, šele pride k nam. Zdaj recimo je pri nam. Oziroma niti, kaj sem to nek vibe rap. Melodičen, tak za vibat, v bistvu. In kaj, si misliš, da gre slovenska rap scena na boljša, na slabš? Moje mnenje je, da gre iz leta v leto na slabše, zato ker tisti artisti, ki so že na sceni, so zelo dolgočasni, ne. Tisti, ki so že 10 let, to so že... Malo ponavlja se vse. Ponavljajo se eni in isti komadi, eni in isti trdi instrumentali. Te instrumentali bi zame mogli umreti že v 2005,
Recimo, jaz pa zagovarjam, da muzika mora iti s časom naprej, ne? Tako kot gre avtomobilizem, tako kot gre vse. Ne pravim, da je rap iz 90-ih slab, rap iz 90-ih je najboljši rap. Je pa iz 90-ih, a ne ja, razlogom. se zato pravim. Ja. Rap iz 90-ih je še danes boljši od tega, kar nekdo dela. Ampak imaš tudi artiste, ki delajo, bom rekel, modern vibe rap, pa vseeno so kvalitetni, recimo ja, NF, Tom McDonald, ne vem, dobro, ogromno je tudi teh mladih, kot so bili Juice WRLD in te, ne. To so bili vsi, žal ga ni več, to so bili vsi kvalitetni artisti, XXX, ne. Ampak, viš, ta smer repa mi je bil zelo všeč, Ta je bila dobra. ker je message in se da poslušati, ne. Recimo Hopsin, NF, pol je Dax. NF je dober. Dax je tudi dober. Te se vsi dotikajo nekih spornih, recimo Tom McDonald, poznata? Res ne poznam. Kanačan, se dotika feminizma, homofobije. Ful vse pove iskreno, ampak ful ga ljudje napadajo, vse kar povedi, kako je, ne. Dajte si ga počekirati, res je. Bom rekel, ko nek mix Eminem, Hopsin, ta žanr je, no. Dobre lirike, hud, ampak moderno, ne, vaškeči, čeprav je tip repal trenutni problematiki, ampak komod bi pil na ta komad, ne. Okay. In je res je, ima res lirike noro. Se ta iskrenost ponovadi tudi zjebe folka, ne, če si preveč iskren. Se to pravim, in zato se pravi, on je independent, ta Tom McDonald, ne, in zato vedno pravi, da zaradi tega, ker ima dolg jezik in pove tako, kot je, ga marsikdo noče, ne, zato ker je bo pač kao slabo. Zdaj so res stroge pravila pri teh labelih, sploh v Ameriki. Zdaj ti to kontrolira do konca pač, ne. Pač moraš biti, oni tebi dobesedno dajo kot kredit. Tako delajo te labeli, ne. Njihova lutka pač. Tako ti pri njih, ko da vzameš kredit, ne, on ti reče, mi ti bomo dali za $2 milijona, ti za teh $2 milijona posnami CD. In ti moraš tako posneti CD, da ta $2 milijona njim vrneš. Če jim ne, oni bojo to kot da tebe imeli pod kontrolo, to je kot nek kredit, ne. Samo ljudje tega se ne ve. Ne. Zato vsak artist, ko pride do prvega denarja, odjebe label in gre sam. To je vsak naredil. Zdaj ful dela svoje labele, drugače tudi v Ameriki sploh si kar... Itak, zato ker nočejo biti sužni sistema, ne, zato ker to so pokvarjeni ljudje. Že recimo, ko je bil Death Row, Tupac, Suge Knight, to je bil tiran stari. In zato so ga vsi odjebali, Snoop Dogg, Tupac, ker pač je hotel delati z njimi tako, kot je on hotel, ne. In zato so šli Dr. Dre, recimo je bil pri njemu, tip je riskiral skoraj live s tem človekom, da je šel zase in je potem after ta z Eminemom, pa kaj ima še Dr. Dre, tisto svojo založbo, Aftermath in še eno ima, ja. Aftermath ima z Eminemom, se mi zdi, če se ne motim. No, on je pol šel pač sam, ne. In, ampak ja, danes spet, če hočeš preživeti, itak, da boš sprejel sebi vsak. Folk danes kar hoče v ful kratkem času postati najjačji. Ne moreš tega, ampak folk misli, da lahko in pol dela take neumnosti. To mislijo, ker oni so ljudje, ki bi pač nekaj začeli, vidijo vso to YouTube sceno, vse in oni mislijo, ale, tam ima toliko gledal, tam ima to, jaz bi tudi. Pa naredi YouTube account, objavi 2 videa, vidi, da ni nič in neha. Stari moj, ne boš. Niti čez en dan, niti čez noč, čez par let. Vse lahko si čez noč, samo pač moraš biti res hardcore debil. Ja, pa narediti kakšno res pizdarijo. Nimaš nič od tega, ne? Ja, recimo, ker sponzorji te ne bojo hoteli, če boš bil prav debil in tako naprej. Zdaj pa, če boš ti hotel nek content, kjer je dober content, je pa pač treba verjeti vas in delati. Mogoče 101. video boš šele počel in boš takrat naprej začel neki, ne? Tega ne moreš nikoli vedeti, ne? Ne moreš, in ljudje bi pač radi, čez noč tako imeli na vsak video 10,000 plus 20, ampak ker vidijo, da ni, ne bom več. Ja. Moraš še zdelati, največja napaka, ja. Ok, ko smo li zdaj pri teh, koliko hitro lahko dobiš ogledati, ne, TikTok. Ja. Prav to itak, ta tema je zdaj popularna, ne, pač TikTok, pač koliko so te ogledi na TikToku broken, pač, mislim broken, sej ta for you page deluje, folk je skozi gor, ampak kako lahko v bistvu čist vsak, to je zdaj prvič, ko se je po moje zgodilo, da lahko čist vsak iz prve nič followerjev naredi viral video. Zato sem povedal, da en video imam na YouTube, da TikTok je totalna aplikacija, ker lahko dobesedno vsak dobi neko pozornost in pa zaradi te pozornosti se ima za neki več, čeprav da ti TikTok vzamemo, nisi nič, ne. In ja, dobesedno vsak, pač objaviš eno neumnost, pride tam med For You page in je to, ne. Ampak spet
spet TikTok je dal ogromno ljudem možnost, da so spet kreativni. Ja, ampak spet je dal ogromno ljudem možnost, da so debili še večji kot so. In širijo še večjo nestrpnost. In vsem je TikTok na voljo, sploh otrokom, da lahko pišejo, kar hočejo. To je grozno. Nekakšne komentarje dobiva vsak. In poklikaš in vidiš na profilu. Kakšni so kreativni, moram da reči. 12-letni froc, nekaj napisal, ne vem, crkni prasec. Ampak to starši ne vejo. Da bi jaz 10-15 let nazaj nekomu napisal crkni prasec, jaz bi dobil batine od tega tipa, ki sem mu napisal še od fotra doma. Ampak danes mislim, da je lih to problem. Starši delajo, nimajo cajta, imajo svoje probleme, tu imaš si na telefon, daj mi mir. Ampak tu imaš si na telefonu, v eni uri lahko pride iz TikToka do stari človeka, ki reže glavo. Ne? Ker ti v 2 klikih prideš iz enega ekstrema v drugi ekstrem. Ne rabiš biti poseben mojster, zato in otroci so pametni. 4-letnik zna uporabljati vse aplikacije. Ne? Jaz pri 4 letih sem jedel zemljo. Pri 4 letih že znam. Ja, itak. To že snemo, seveda. Vsi imajo telefone. Recimo imam par sosedov, kjer imajo otroke 4-5, to že vse zna. PUBG ni da ni, ne. Ja, TikTok se zna posneti, sicer ne objavi, ampak se posnema, plešete. Dokler plešeš in to je cool, dokler nisi pa... Ja, če neka kreativa je v redu. Dokler nisi pa, bom rekel, hinavski in zloben, kar otroci so lahko tudi zelo zlobni, je pa problem, ne. In starši tak ne vejo, ker pač oni si mislijo, se on gleda, tiste savage love, ne. Ne, ampak... V bistvu grozi tam karenim ženskim pomoč, ne. Ja, ampak a misliš, da zdaj ta TikTok for you page, ta stil, a misliš, da je social media razvijal v dobro ali slabo stran? Ja, tisti, ki to zna uporabiti sebi v prid, recimo kot si je J-Lo za svoje, za svoj kebab, to je top. Tisti, ki pa si ne zna obrniti, kjer pač objavlja samo neke stvari, zaradi neke pozornosti in pač, ne vem, te, ki kar neki provocirajo, ampak neumno provocirajo, ne, in se spravljajo drug na druge in pa so te TikTok drame, poluni se obese na tega, pa tretji vrne, prosim se rekel, fuck ljudje. Na TikToku rešujete probleme, ne. TikTok res to je tista črna stran, kjer je pač, in da ne govorim o tem, da vsak dan TikTok bolj gre v neko pornografsko smer, ne. To, ne, kakšni challenge drugače. Recimo zdaj ta Bugs Bunny challenge, ker ženska dvigne rit gor, to je vsak dan huje. Vse ne, da ne radi ne gledamo. Ampak ne, tako jaz zdaj dobim to in tako gledam. Jaz ne vem, ta ženska stara 10 model. Mislim, ne vem, zakaj to TikTok dovoli, kao TikTok je full strog, ne dovoli cigaretov, ne dovoli alkohola, vse, a rit pa pustiš. Dobro, vse raje imam, da moj otrok vidi žensko rit, kot da en tip, ki se sfiksa, ne. Ampak tudi to sem drugače že videl, dobesedno so se vsaki ženski dovolijo, da lahko pokaže pač tisto intimo. Stari, zato je Pornhub, zato so OnlyFans. Če bi pa to zbrisali, to ne bi mogli pa TikTok bil seksističen. Zato pa TikTok noče tega zbrisati, ker kot prvi ljudje gledajo in kot drugo je bila kao diskriminacija, ne? Ja. Ampak, stari, to je erotično, če ti se dvigneš v dolgi style svoj rit, to ni nobena umetnost. To je pač... To je brez talenta. To je erotic content in erotic content sodi na Pornhub, RedTube, OnlyFans in ostale te platforme, ne na TikTok. Ampak čim bolj glupo stvar, daš gor več volka bo gledal. Vse kot sem rekel prej, zgleda parodi. Ampak ženska je malo premoč na TikToku, če si iskreno, ne? Ne bom nič rekel, ker bom tako seksist. Jaz bom to rekel, to je fact, ne. Ne, definitivno je, da danes, če pač dobro zgledaš, ali je to tip, ali je moška, ženska, imaš neko prednost. Itak, žalostno je, da ljudje raje gledamo ljudi, ki so lepi. Ne, to je žalostno. Isto velja za pevke, isto velja za pevce. Pač, mogoče en fant je zelo lep, simpatičen, ampak povprečen pevec, ampak bo imel fanbase 10-krat večji kot nekdo, ki pač ni privlačen za kamero. To je narobe. To je narobe, ampak to je vedno bolj, ne, tam ima dobro rit, nje bom sledil. Ona ful dobro slika, riše, ma ni zanimiva, ker ni dobra. Bom lajko. In potem umetniki umirajo, medtem ko pa ženske brez talenta in moški, da ne bojo. Brez talenta. Dorkoli, ki pač samo razkazuje svoje telo, mu pa laufa vse, ne. In to je narobe. Ampak svet je tako narejen. Kupuješ z očmi, tisto, kar ti je všeč, ona je lep, on je hud, tam boš pač šel, ne. To je grozno. Nažalost je tako. Odvedno, ja. Ampak zdaj vedno bolj.
Včasih, ko ni bilo pametnih telefonov, ni mogel vsak imeti dostop. Si mogel iti na računalnik. Danes pa samo, ti zavibrira, ta je dal na spod, da pogledam. Le tu notifikacija non-stop. Včasih, ko si dal ti ven video spot, človek se mogel vseti na računalnik, vak se dal ven utipkati, pogledati, se vsesti. Danes samo ena vibra. Elon Musk je rekel, da je telefon v bistvu podaljšek tvoja. Vse, kar razmišljaš, kar ne moreš biti samo na telefon in imaš direkt. Tisti, ki zna uporabiti telefon v svojo prid, top. Tisti, ki pa ne zna, mu prej škodi kot karkoli. Sploh ta malim. Ta malim pa definitivno, Ok. Kakšno je tvoje mnenje o Džungla kanalu? Džungla kanal je vse to, kar sem takrat povedal. Sem videl, z njimi sem imel slabo izkušnjo, ker so me hoteli malo, rekel, ko ne izkoristiti dobesedno, kot so izkoristili vse ostale. Meni so obljubili, da prvi video bo kao plačan, prvi video ni bil plačan, sem rekel, ok, ni panike. In tako so po moje z vsemi naredili, te, ki imamo ta vprašanja, ta kratka, ne vem, MK drill, vsi lepa, prestor milijon teh. In po mojem so vsem to obljubljali, kot so meni. Ta prvi video zastojim, pol ostali, jih ni sram, tako potem ostali videi, ko prideš, bomo plačali. Ampak jaz zdaj videam samo in iste obraze. Nisem še videl nobenega od teh. Ta content je brainwashed, meni scary je. Zdaj sem par dni nazaj, ali kdaj pogledal, upadlo je zelo. Zdaj ali zmanjkalo keša za promocijo, ker oni so dali ogromno na promocijo, ali pa so ljudje opazili, da je to bedarija. Da je to pač dobesedno ta content, ki poneumlja narod. In je ful jim vse upadlo, kar je prav. In ne vem, prav res neumen, zelo neumen. Niti ne otroči, prav retardiran. Eno je otroče, ampak to so ljudje, ki so 25 plus vsi in se vedejo otroče, da je retardirano. Bi razumel, da so v videu 10 let stari otroci, je otrok. Otrok ne more biti zdaj Elon Musk. Ko ti vidiš ljudi v tem videu, kjer so skoraj 30 let stari in se obnašajo, kot da ni lih priseben, če stari moj fuck, mislim, se vidiš, pogledaš ti ta video drugi dan, ne. Ampak sej ljudi... Kako imajo oni ogledali? Zašto Q&A-ih 300 kep? Vidiš, da je full... Zato, ker vlagajo ogromne denar, zato, ker so to zadaj žurnali na ena in to so podjetja z denarjem in ogromno v promocijo. In to dajo vse v AdSense, Google Ads in sedaj je to itak, daš na 1000 evrov, ogledajo je tako. Samo kaj ti pomaga, če to je kot plakat, ti greš mimo njega in je to, ampak ogled se šteje, Ti pa sploh ne veš, kaj na tem plakatu piše in tako je enako s temi ogledi. Pride nek ogled od enega, ki je samo viden, dal tam skip ad, ampak se šteje, Samo jebe, če tip ni pogledal. Kaj ti nima nič tega, ampak... Kot plakat, Tisti največji plakat v Ljubljani, ki ga tako pogledaš, ampak oni štejejo, si ga pogledal. Čeprav čez 20 minut vprašali, kaj pa tisti plakat v Ljubljani, nimam pojma. Tako je za te videe. To je res, fuck. Evo, zdaj da bom jaz sam prečekiral, če se. Jaz se pa moja snema. Se snema, jasne. Ok, pa gremo malo nazaj v zgodovino, preteklost. Kjer je največja pizderija, ki si jo kdaj naredil? Največja pizderija? Ali ki si bil Lima, recimo? Ogromno jih je bilo. Mogoče največja, enkrat, ko smo s kolegi, bom rekel, skoraj pol naselja, kjer smo živeli, dobesedno razbili, kar se da, prav faktorje, od motorjev, kant, vse, škode, nerealno, Mogoče je bila ta, res, to nas je bilo 10 in to smo lomili, kar smo videli, to je pač tisto, da smo se dokazali, da smo mi, najjači, v bistvu, luzeri največji. Mogoče ta pizdarija, več jih je bilo, ko so me priprli, ko sem se ga napil. So pogledala. Ampak tako, ko si pač delal si pizdarije, bil si nima, pač tvoja mami je na policiji delala, Oba sta delala, no, kako je to šlo skupaj, pač, a so ti doma kaj bolj težili, kaj manj, kako je to? Veš kako je, na začetku je tak bil šok, pol so videli 2-krat, 3-krat, pač so se sprijaznili, Veš, enkrat, ko ti vidiš, da ne moreš nič spremeniti, sploh moja mama, foter se je itak odselil, ko sta se ločila. Moja mama je bila pa, vse veš, ni mogla nič. Kaj boš? Ni imela neke kontrole, ni imela neke nad mano in je lahko samo to gledala. Ampak pol pač so v službi dobivali, tvoj sin je spet tone, da ga umiri, da ga tone. Ampak jaz sem rekel, če te starši ne umirijo, te bo življenje.
Ja, enkrat te življenje udari po glavi in takrat si rečeš fuck. Ni vse zajbancija, kot mislim, da je. Ne? In vsakega bo. Kdaj se to tebi zgodilo? Takrat, ko sem pač mogel se preseliti k foto na Koroško, ko nisem imel kje biti, nisem imel niti enega evra, strehe nad glavo, sem rekel, fuck, mislim, moram priti k tebi. 200 km stran na vas, od totalno drugačnega življenja, kot sem ga živel, in tam se umiriš in dejansko vidiš, si rečeš, fuck, kaj sem jaz delal debil, ne. Raj bi to energijo kamorkoli drugam. Koliko si bil takrat star? Kaj povem, to je bilo 6-7 let nazaj. Okay. Se pravi 23-22. Še dobro, ne? Da si skonto ja, in zato vsak, ampak dosti ljudi tega ne prije do te točke. Ja, so še danes, recimo, ne? Ampak tisti, ki pa ga prije do te točke in pošteka, da mu je, bom rekel, dalo life nek signal, potem vedno se spremeni in naredi neki, si reče, ok, tak life bi rad živel, ne? Jaz ko pa mislim to nazaj, kar sem delal, se rečem, kako se meni to dalo? Mislim, zakaj? Ja, razumem, sej. Že zdaj recimo jaz, ki sem še ta smilnat, kaj pomislim za par let nazaj, si mislim. Ja, zato čim dlje, mislim, problem je zato, ker bi se vsi radi dokazovali, ne, kao si upamo, smo nevarni, smo zajebani, v bistvu s tem ne dokažeš nič drugega, kot da si kreten ja. In zavoziš life. Namesto da bi to energijo ustvarjal v ustvarjanje, bi mogoče že takrat nekaj imel, ne pa, da si mogel skozi to iti pa spet se pobirati in tako, brez veze. Ja. Zato ljudje hodite v šolo in energijo kamorkoli, samo ne v neumnosti. Pa, a misliš, da se je mladina kaj spremenila, če gledaš zdaj pa prej, ki si bil ti mlad? Mislim, mlad, pa si bil najstnik. Veš kako? Ja, sorry. Vse sem star. Zdaj sem že 30. Ne veš kaj je, ne vem več toliko, ker niti ne živim več, bom rekel, nekje v kraju, da vidim dosti otrok. Zdaj sem živim v naselju, kjer pač TikTok, ni bloka, ne. Tako da ne vem, definitivno bom rekel, kot sem rekel prej, tehnologija gre naprej, ampak otroci nazadujejo. Zato, ker samo buljijo v te ekrane in kreative ni. Mi smo pa se lovili na igriščih, pa izumljali neke igrice, pa gor, pa dol. To je domišljija non-stop laufala, ne, pa gradili baze. Danes pa je telefon, danes greš na igrišče in je otrok tako na igrišče. To se je zgodilo zdaj v zadnjih parih letih, sploh ne da bi bilo že zato, ker so vse te aplikacije in to vse sem tudi jaz odvisen, ampak vse jih zanima, ne, in nimaš, kamorkoli greš, nimaš miru, ti non-stop piska ta drek, ne. In te vse zanima, tu greš metati na koš, aha, piska in pol odtavaš in ti pozabiš, da si prišel metati na koš in si izgubil 1 uro na YouTubeu, ker si se kregal z nekom, ne. Ne vem, jaz več ne vidim otrok laufat, čeprav živim tudi v naselju, da se lovijo s puškami in se igrajo partizane. Po moje pol ljudi te niti ne ve za partizane, ne. Okay. Ker pač gledajo samo Cardi B in podobne gluposti, ne. In ne vem, nisem še srečal, da bi videl otroke se igrati tako, kot smo se mi. Da so neki gradili baze na drevesih. Tega ni več. Mogoče tam, kjer so bolj revne družine, ker jim ni tako dostopno. Ne? Mogoče so tam otroci malo bolj primorni, da se igrajo s tem, kar imajo. Ampak tam, kjer pač, bom rekel, so družine neko normalno življenje, ker normalno shajajo, telefon. Ampak misliš, da se bo zdaj prej, pač čez čas se bo razvijal vedno na slabš, vedno v bolj, ali bo se kdaj tako preobrnil, pa bo spet? Definitivno se bo ura obrnila, to je itak. Da bo recimo banal telefone, dokler nisi so ga pronisil, da je zakon, ali pa karkoli, ne vem. Ne vem, se bo obrnil, kazali, definitivno. Ampak zdaj v kakšno smer in oziroma v kaj pa ne bi se upal povedati, ker ne vem. Ker vsak dan prije nekaj novega, vsak dan težko. Upam, da na boljše, itak. Ja. Ker če ne bomo ljudje stari, že tako ta generacija zdaj se meni zdi res tako smo roboti, ne? Ja. Roboti, kot I, Robot, Will Smith film. Če ste gledali? Ja. A si gledal? Ja, dober film. Točno, to bomo postali, ne? Tako? Ok, ja, povej. Ne, nič. Se povej. Pač roboti, ja. Roboti, dobro, ok. Tako, Androidi. Android. Ne, ok, to se ne vpraš, kaj ti je boljš? Android ali Apple? No, za cel life sem na Apple'ih. Ne, sej. Nekako, tu sem začel delati na Apple'ih. No, z junkan. In navadil sem se in tu znam delati in zdaj, da bi mogel iti prešaltati na drugi operacijski sistem, bi se mogel spet učiti, kar itak mi ni. Tam, kjer si dober, tam moraš ostati. Ja. Dobro, daj povej,
zdaj, ko si malo bolj odrasel, pač tako, imaš več, veš več stvari, kakšen nasvet bi dal 16-letnemu sebi? Če bi si ga lahko dal za nazaj? Dobro, takrat, če nisem delal neumnosti, takrat bi si rekel, ne ustrajam v nogometu, ne? In naj verjamem, da bom mi enkrat uspelo v nogometu, pa da so ljudje hinavski, oziroma da te bo vsak hotel izkoristiti, pa tako da se paziš, ker ni vsak, ki ti dobro se predstavi dober človek, ne? In pa da energijo vedno usmerjaš v stvari, ki prinesejo tebi dobro in ljudem okoli tebe, ne pa da škodiš, ne? Na kakršen koli način. Ok, lepo. To recimo. Fajn. Ok, gremo zdaj na brief s Čaletom, Saletom. Če bi imel možnost nazaj, bi napisal ta dis ali ne? Ne. To sem mi že v enem videu rekel, da to je pač komad, na katerega nisem ponosen, niti ga nikoli ne delim, ne nič. To je pač, kot sem rekel, mladi neumni, hoteli smo se dokazati, izkoristili smo, ker smo pač vedeli, da bo to počlo, ne. Sprav, to je bil tak move, ne da bi jih disal, zato ki jih ne maraš, ampak da si dobil prepoznavnost. Itak, ker sem vedel, kaj pali, ne. Mislim, če imam za kaj feeling, imam za to, da vem, kaj pali. In vem, kdaj v določenem trenutku kaj narediti in to, da boš sprožil odziv. In itak sem vedel, če bom to naredil, bo odziv, ne. In pa smo to posneli, itak, to je za tisti caj, to je bilo nerealno. Flow komad do mene drugače dosti jebe, tako iskreno. Ma se komad pač, se je poslušljiv in vse, ampak brez veze, nisem imel nobene nekega res dobrega izgovora, zakaj sem to posnel, ne. In mislim, takega disa v Sloveniji ne bo več. Ne bo več. Dokler sem jaz živ, sigurno ne. Ker ne bo, to še danes, čeprav je tega stari 10 let, še kar ljudi to zanima. In čeprav sem že povedal v videu, zakaj sem posnel, še kar me sprašujejo. Vsakič, ko dam Q&A, še kar sprašujejo. To še kar živi, stari. To še zmeraj živi. To še kar živi in ne bo več tega, res ne bo. In to je bila ena taka senzacija. Ljudje so mislili, da to bilo zaigrano, ne. In sem rekel, ne, stari, zakaj bi bilo, čeprav bi bila dobra ideja, ampak sem rekel, ne, nič ni zaigrano. To je bilo vse spontano. Oni so pač videli, da je odziv bil dober in valjda niso bili neumni, so rekli, to moramo vrniti. To je Klaus. Kaj si pol, ko si slišal, niso ti vrnil njihov odziv? Teraz sem bil v tuš planetu, pijan. In še rad bivša od mojega brata je prišla, kao, so vam vrnili, kao, Jan, gledajte, rad se rekel, on je to doma pogledal, ne, o polnoči so objavili, se meni zdi. In nič pol je začelo, takrat ne bom pozabil, nekdo je mojo telefonsko številko nekje dobil in jo dal v javnost, jaz sem dobil skoraj 10 klicev na dan, vsak dan. Eni so bili na moji strani za dis, eni proti, stari, jaz nisem imel miru. To so kar klicarili v eno, iz cele Slovenije in grozili, eni kao, car, res to je bilo, prvih par tednov je bilo fakt, prav sem si rekel, zakaj sem to naredil, ne. Ampak ljudje še niso pozabili. In še danes to poslušajo in njihovo verzijo in mojo. Vse, back to back. Ljudje bi plačali, da eden od nas začne spet biti. To bi po mojo, da gremo v to, bi zaslužili tak denar. Ne, ampak sem rekel, ne, to smo bili mladi, neumni, to je mimo. Dosti z njimi sem cool. Ne, smo v redu. In pač odrasteš in v glavi in mentalno in pogled imaš drug in ne gledaš več na nekoga kot konkurenco, ampak kot, ne vem, glasbeni friend, ne. Ja, ampak pač tako ga admiraš, si tako nadobaš. Itak, tako da, ampak pač moraš priti neko fazo življenja, da ugotoviš, da take stvari ti ne prinesejo nič. Razen, ko ti imaš res konkreten izgovor za narediti dis. Takrat naredi ga. Kaj še prav kliče, da ga moraš disati? Neko imaš res naredi, ker pač res je bilo grdo, kar je nekdo naredil in pač, ker si artist, ne boš šel ga ubiti ali ga tožiti, mu pač to narediš s pesmijo. Z Denis Dame si to naredil. Tako, to si pa res jo ubil, to je bil 100% legitimen dis, ker pač nekdo, ki ti starše na tak način omenja, ki nimajo veze s tem, kar jaz delam, je pač moraš udariti tam, kjer boli, ne. In če pa zdaj greš disati samo zaradi iz nekaj, ker veš, da boš dobil pozornost, je pa pač pozornost, bedarija, ne. Tako da raje disamo neke politike. Oni so krivi za vse, kar se dogaja, ne noben čale, noben vauks. Ampak, a misliš, da zdaj
Da zdaj manjka kaj tega disneka. Meni se zdi, da včasih to bilo ful tako. Nimajo jajca, artisti. Nimajo jajca. Danes Sploh ja, ker se kaj ful. Ti da posnameš dis, moraš imeti jajca, ker ko ti posnameš dis, ne bojo vsi na tvoji strani, to je na +1, ne. In moraš imeti jajca. Kot prvo, da boš požrl vse, kar ti bojo pisali, in kot drugo, da se pripraviš, kaj temu sledi. Ja. Ker redko kdo ne bo ostal tiho in ti bo vrnil. In ponavadi lahko vrne boljše, lahko slabše. Zdaj, če vrne slabše, ok. Če vrne boljši, pa ne moreš nič narediti, ker si ti že, on je že. Itak, ja. ne. Tako da dis... Čeprav vlogom pol pa že si 10 disov. Ma ta blojtek se zaigra. Ampak ja, ampak to je bil po moje res smart. Ja, itak, res dobri potez. Ja, ampak je MGK napisal Eminemu. Ta dva disa sta neki najjači zadnjih 20 let, po moje. Res orang disa. Tako da tudi... Ampak problem je, ker Eminem ima večji respekt. Zato je bilo več ljudi na njegovi strani. Kaj ti misliš, kdo je bil jači? Pizda, težko se odločim. Oba sta imela dobre panče. Recimo Machine Gun Kelly mi ima bolj poslušljiv komad. Ja, to je to itak, nekaj. Eminem ima tu pa tam res kakšen hard punch. Ampak Eminem ima bolj zveste fane. Bolj zvesti respekt, ne. Ampak MGK je pa dubo na tak način tudi ful gledalcev, ne. Ampak kot sem rekel, on... milijarde je dobil to. Ni da je bil novo ime, za marsikoga je bil novo ime in kot si ti novo ime, se avtomatsko kaj boš ti. Ne, tako je bilo enako pri meni, ko sem naredil za TNT, ne. Ja. Ko pa nekdo uveljave, naredi dis, pa že vsi vejo in avtomatsko so na njegovi strani. Tako da tisti, ki je Eminemov fan, po moje 99% je bilo na Eminem. Ni kakšen fan rekel, sorry Eminem, Machine je bil boljši, ne. Jaz sem spomnil, ker sem čakal, da bo Eminem nazaj. Ja, res dober dis, ne. Tako da disi so top. Ampak, ko so dobri disi, ko so res tisti punči, da se že Ampak tega v Sloveniji ni. Kdo pa je imel? MK je imel beef z enim, kaj je že bil, Kurto, ma to ne poznate, to ni nikoli doživelo nekih odzivov. Pol Doša, ko je mene uspod, jaz Čale... Ravno bih lahko naštel na prste. Ostali, da so bili res znani, da to res, bom rekel, ve vsak peti. Ne vem, če je še kakšen dis. Se strinjam, ja. Ta je ravno najbolj znal v Sloveniji. Cancel TNT. Ja, dokler sem jaz živ, da jih doživim 70, Bog dal, ne bo noben naredil, bolj znam, di se le dam roko. Ja, ne, to je res. Ni šans. Zdaj pa nekaj, kar mene res zanima. Na YouTubeu je en klip, ki si bil še 20, moj si bil 20 tam nekje, ki je bila ena crazy fanica. In mene res zanima, lahko ti še enkrat pokažem. Vem. Mene res zanima, kaj da fuck se je dogajalo. To je staro, mislim, da tam si po moje bil 21, ja. In jaz sem ti račel na Markovcu v bloku in ona je bila takrat mojo glasbo oboževala in ona je šla skozi vse bloke na Markovcu in je iskala, kje je Walkman. In potem ona ta Walkman najdla in je zvonila do onemoglosti. In jaz pač nisem hotel iti dol, zato ker takrat niti nisem se počutil, da imam neko odgovornost, oboževalec, hoče spoznati, lepo od tebe je, da greš dol. Takrat meni je to bilo vse larifari, ne. Sem rekel, dej, naj mi da mir in sem ignoriral. Pa smo šli na igrišče za blokom in je ona itak prišla tam, ne. In ko je kolega videl, kaj ona dela, otrok, ne, je začel to snemati. In potem sem ta posnetek videl, sem rekel, sem rekel, kaj to objavil, ne. Sem se to objavil in pač ljudje, hehu, ne. In počez nekaj let sem jaz to zbrisal, ker me je prosil, naj zbrišem, jebi ga bila otrok. Kot sem rekel, otrok, sine, umen, sine, veš kaj delaš, kasneje ti je žal. In sem zbrisal, sem rekel, vala, reni panike, zbrišem, ampak ena baraba je ta video skinul in ga dal nazaj gor. In stari nekdo je zvohal zdaj pred kratkim in to TikTok, to je ne 10 profilov. Točno, jaz sem na TikToku to videl. In vmes mi je šel napisala in sem mi rekel, stari, ne morem ti pomagati, jaz sem prijavil video spot, mislim video na YouTubeu, sem pisal človeku in rekel, nimam gesla, jaz ga ne morem zbrisati. In ga YouTube noče zbrisati, ker ni nič spornega. Ampak to ni bilo normalno. Jaz sem mi rekel, meni je žal že takrat, jaz sem ta video zbrisal, bom rekel 1 leto kasneje, spredi tega videa na mojem akauntu ni že 8-7 let. In ja, eden ga je pač takrat shranil in ga uploadal gor. In zato vedno pravim, kar je na internetu je večno. Je večno. To je res. In pisala mi je celo lani enkrat, ne, da še kar je videla, da naj zbrišemo, me napadala, sem rekel, da je prvo zmanjšaj ta ton, nisem to nič delil, sem pisal temu fantu, ampak
ne vemo, kaj narediti. Jaz bi tudi rad to zbrisal, ne, ampak... Ampak je res pravno. Ja. Kako je bilo takrat, da si imel tazga pena? Vse se bi videl na posledku, da mi je bilo sram. Da sem tiho, kot nek bumber, nek sem si mislil, joj, ne. On je posnemal celo vesel en kolega, ne. Ampak meni se to zdelo takrat simpatično in sem rekel, bom objavil, ne. Vse pa moje je fajn bilo takrat, ne. Wow, imam nekega fena, ne, nekdo ceni mojo muziko. Ja. In potem pač on je bilo tudi fajn, ampak itak, z leti smo ugotovili, da to je brez veze, ne. To je totalno neumno, zato sem pol zbrisal. Ja. Ampak, kot sem rekel, kar je enkrat prije na net, je večno. Tam ostane. Ja. Ok, zdaj še eno tako malo drugačno temo, ne, to smo napisali včeraj. Kakšno je tvoje mnenje o Illuminatih? A misliš, da to res te Lady Gaga, vsi te, ki delajo to uč, pa to stranje? Ki se eni kao predajo. To je isto kot COVID, ne vemo, ne? Ali je izmišljeno ali ni, ali so mogoče te zvezdniki dobesedno kao plačani, da nas zavajajo s tem, da se mi obremenjujemo s tem, dogajajo se po čisto XY stvari v ozadju, ne? Ali je to mogoče samo eno naključje? Ja. Ne vem. Težko je naključje, veš. Veš, lahko je, da nas odvrne veš, ti boš nekaj objavil, aha, ne vem, Lady Gaga naredila to pa to, vsi se bomo s tem ukvarjali, politiki bojo pa delali umazane stvari, ne. Se pravi, oni nam vržejo kost, da glodamo, delajo pa čisto neki XY, ne. In vedno se začne na zvezdniki, ker njim sledimo, ne. Ampak ne vem, mislim. Ampak, a veš, naključje pa to, ampak fora tem, kaj to je bilo res tako expozant, da so pač te fore, veš, ki si prekrijejo ki so vsi te pač ta glavni, so enkrat at one point v njihovi karieri. To so isto one fore reptili, ne, kao, veš, ki se jim oko spremeni v kuši, da recimo te milijarderji, da so reptili, da smo niso ljudje, recimo kraljica Anglije. Ko delajo nerealne stvari, ki si ne moreš... Recimo Zuckerberg, ko so ga enkrat posneli, ko je kar oko... Zdaj, to sem videl. Zdaj, ali je to res dobra montaža, ali je to res, in pa greš brat, ful je enih... Sam ta Zuckerberg res ful je enih teorij zarod, ful je enih kao... Ne moreš verjeti, in zato pravim, internet ubija vse, kar je lahko res. Tudi recimo cepivo je lahko cool, ampak zaradi vseh fucking medijev in z vseh strani nas derajo mozak. So imeli neke profesori, so se cepali, pa so imeli neke stranske učinke. Ampak zaradi vsega tega, kar se dogaja, ti sploh več ne moreš vedeti, je cool cepivo ali ni. Zato, ker ogromno ljudi pravi ni, ogromno jih pravi je. Komu zdaj verjeti? Zdaj še več vrst cepiva, polski cep. In komu zdaj naj en človek navaden, tako kot smo mi, verjamo, stari. Pa še posebej, če pol take zgajanje tam, kaj govorijo vse. Propaganda po televiziji, že tu se rečeš, aha, se pravi, to nam zdaj hočejo na vsak način, da se cepimo, ti spet ni všeč. Pol vidiš, ko en zdravnik govori, ki ima znanje, da je cool, in pol ne veš, kaj. Pol spet je zdravnik, ne vem, kirurg, spet govori, da ni cool. Zdaj, komu verjeti? Kirurgu? Ali verjeti enemu internistu? Ali verjeti infektologu? Ali ne veš, komu več verjeti? Ali enemu znanstveniku? Ne? Začaran krog. Začaran krog. Paradoks. Ne? Tu nikoli ne priješ, ne veš, kje je konec. In se vrtiš v krogu. Ne? In ko misliš, da si nekaj izvedel, prije spet ena novica in spet moraš iti v krog. Ne? Ni. Preveč informacij. Preveč nas fila s temi sposod. Preveč informacij, preveč medijev, preveč fake news in vsega. Ne? In pol med vsemi fake news, eden pove resnico in ga itak vsi napadajo. In si misliš, kaj ta debil govori. Ne? A v bistvu lahko povedal prav. Ok, dobro, zdaj pa še eno tako spravo vprašanje. Kaj je tvoje mnenje o teh resničnostnih šovih, reality shows? A misliš, koliko imaš več vrst, imaš Big Brother, kaj imaš te live kamere, skozi lahko gledaš, ki je nekako res, pa imaš pa te neke resničnostne šove, ki ni tega, a misliš, da je tukaj, da je scenarij napisan za kakšne scene? Zdaj jaz ful teh šov ne spremljam, kar sem videl na TikToku, ta Zadruga na Balkanu, samo tle se res, to je prav teror, psihični teror, ki nastopajo, to so znani ljudje. In včeraj sem gledal en balkanski reper, prav živčni zlom je dobil in prav deril se, ne mogo više, kao nije normalno, ne, ampak to so ljudje za temi šovi tako genialni, da dajo prave ljudi skupaj, da točno vejo, kdo bo krešno skrbi. Imaš psihijatre, ki prav pogledajo vse podatke in dajo glih take skrb, da bo to. Oni točno vejo, koga in kaj dati skupaj in Bog ve tudi, kaj se dogaja za kamerami, ko mogoče komu, kar se dogaja, rečejo, dej, temu in temu zdaj reči, jebem ti mater, ker mama mu ni več živa
In se zgodi. Zdaj se ni gledal, so se mlatili, ker je eden nekomu omenjal očeta, ki je mrtev. In sem se rekel, stari, kako ti veš, da je njegov foter mrtev, ne? In točno to, nekdaj z odzadja je mogel eno informacijo dati, da je on njemu rekel, jebem ti oca, razumeš? Ful je zanimiv, ko imaš... To se zmlatilo, stari, ti bi bil na tleh, ti bi ga je davil, to je bilo noro, kaj ste delali, ne? Ampak Balkanci vejo, kaj naredi, da ljudje gledajo. Ampak to je noro, mi publika uživamo gledati to. Jaz se ne portužujemo, če je ta zgane. In isto ko je Golubović, isto temu ni Golubović ni ogromni, isto je v tej zadrugi. In isto ga je eden, sem gledal na YouTubeu, oziroma ena ženska je hodila s vodo in je kar polila tako eno žensko, kar polivala jo je, ne? In ta Golubović je bil njen friend, koliko sem razumel, na njeni strani. In itak jo je branil. In to je bila taka frka, stari baba vzela nož in z nožem šla. So prišli prav varnostniki, ki so za kamerami, da se je dali na razen. In tako na ono gorilo od Golubovića se jih je moglo 7, da ga je umirilo, ampak baba je šla stari po nož. Ne? In zdaj vidiš, kaj dela iz teh ljudi, ne? Pa tudi to recimo, imaš v teh šlovih kakšne, ki ga res na kurac, ampak so tako skozi delajo neko dramo in kar do konca pridejo, ker niso izločeni. Ljudje, ki zbirajo ljudi, vejo, kaj dati not. Vejo, aha, ta bo sporen, ta bo naredil pizdarijo, ne? In on ta pizdarijo naredi. In pol dajo enega not, ki je občutljiv na vsak detalj, mu boš rekel, ne vem, jebem ti mater, bo znorel. Nekdo bo bil flegma, ampak temu se utrga in pol prije do fight in ljudje to radi gledajo. In več, ko je kreganja, več pol gledajo. Zato pač v Sloveniji tej šovi so kar neki, ker Slovenci res da, hvala Bogu, ampak Balkanci znajo narediti. Ampak Slovenci pa naredijo samo to cringe, da ne vem, ne znam drugače reči. Ti pravim, Balkanci znajo narediti, da se ljudje tepejo not in jebejo si druge v mater in se davijo in to ljudje gledajo, dokler bo tega, ali se bojo porivali, ali se bojo tepli in to ljudje gledajo. Ja. Če tega ni, kaj boš ti gledal? Če bi naredili realno reality show, bi bilo brez veze. Ja, itak. Brez veze. Če bi oni samo pustili folk. Ampak zdaj pravim, to so mazohisti, stari. Ne? Ja, to je... Oziroma nema, sadist uživa v bolečini drugega, ne? To so oni uživajo gledati, da se ljudje psihično in fizično nasilje izvaja, ne? Spravi, to si sadist, ne? Ja. Ker če nekdo uživa v tem gledati, noro. In to je na televiziji, stari. Ja, ne, ampak pa se malo vprašal. Ti daš na YouTube nek posnetek, videospot, ker je zaigrano nasilje, ti bo YouTube dal 18+, ne? Na televizijo, ki je dostopna vsem, pa dajo pravo nasilje, ker se ljudje dobesedno mlatijo, je pa cool. Ja. Mislim, in pol blejmajo igrce za nasilje. Ja, mislim, ne, in pol oni pravijo kao za te vdaje, ja jebi ga kao, se nismo mi krivi, ste vi krivi, ko ste dali 2 prava skupaj, ne. To isto kot da bi dal pizda Mussolinija in Hitlerja v eno sobo. Ja, seveda se boste pobila, stari, ali mislim, da se bo igrala šah, ne. No, oni dajo enega totalno nestabilnega, čustveno, ki karkoli mu rečeš bo znorel, in enega, ki je kamen in ki provocira. In ta ga bo toliko sprovociral, da ga bo ta napadal in bo fight. Ja, ampak oni s tem služijo, ne? To je kriminal, to je organiziran kriminal. Ja, isto na televiziji cenzura, ne? Včasih, koliko je bilo šele včasih tega, včasih na televiziji so bile od rasističnih for do vsega. Vse so še danes. Danes je ogromno prikritega rasizma, prikritega seksizma, da se to vse na lep način prikrije in toliko manj opazijo, ne. Ampak vse to se še vedno dogaja. Itak da se. Ja, ena oddaja Faktor je, če veš kaj je to. Mislim, Marko Žerjal je naredil video enkrat na to. To je na Novi 24. Ja. A ne, una Norma. A veš kaj, ki je bila ena ženska. Norma. Ja, fuck. Ki je rekla, da so črnci neumni. Ja, to. A to je po televiziji, dejansko. Ja, je bilo, ja. O, groza. To... Recimo, veš take stvari, ne vem. In pa se je sklicevala na svobodo govora. Vse sem rekel, ja, se je svoboda govora, ampak ne dokler žališ. Če bi ona rekla, da mogoče so afriške države manj razvite in so prebivalci manj razviti zaradi vsega, kar se v Afriki dogaja, okej. Ampak ne da rečeš, črnci so neumni. To si vse črnce dal v eno, ne? Se pravi, to je rasizem. In to ni svoboda govora, ampak to je sovražni govor, ne? To je sovražni govor, ja. Na to... Ampak te pravim, ljudje... Kaj boš, nekdo, ki je pač primitiven, bo primitiven, ali bo imel 2 oddaje na televiziji, ne, in
Žal. Ampak hvala Bogu te faktor oddaje. To so bili nekih programov, ne vem, kje je to. To mora ob 4 zjutraj. Ne vem, kdo to gleda, ne, ampak Na YouTubeu že željal. grozno. Ne viš, taki ljudje so tisti, ki bi se mogli z njimi ukvarjati, ne. Da se ukvarjajo z mano, ker napišem, da ženske, ki repajo, mi pač niso všeč. Ja, ampak tvoje stvari folk vidi tega, noben ni. Ja, ne, tam pa, ko politiki izvajajo in seksizem in rasizem, to ni problem, ne. Vedno se bo spravili na nas. Ja. Politiki so tisti, ki nam krojijo life, ne mi. Ja. Ne, Za naprej, artisti, influencerji, mi smo pač, hočemo preživeti. Mislijo, da imajo neki problem, ampak res nimajo nič primeravi z njim. Tako da politik je tisti, zaradi katerega prideš ti domov, ker je tvoja slaba plača, zaradi politikov je to. Ne zaradi Nipketa ali Vaukmana, ne? Ker nismo mi krivi zaradi tvoje plače, ampak je en Hojs, en Janša in ostala banda kriva. In vse se začne tu, ne. Pa še zdaj nas imamo lepo zaprte. In pol ta prije domov živčen, ker pač dela 12 ur za minimalca in pol prebere, kar sem jaz napisal in me napade. Ja. Ampak, stari moj, jaz nisem kriv. Jaz ti ne dajem plače. Ti, če nočeš, pojdi stran, če me ne moreš videti, kaj me sploh bereš, ne? To pa res. Stari, če jaz ne maram teh, kaj so že, vampov, jaz ne bom šel odpret lonc, vampi, ko mi greš na kurac. Ne, bom šel čim dlje od teh vampov, stari. Ampak ljudje te ne marajo in še kar te klikajo, pa stari moj, ne maraš me, pedi stran, blokiraj me, naredi kar hočeš. Ti me ne maraš in greš napisati, da me ne maraš. Mislim, kdo je to debil, ne? Žal, ampak ne, to je to. Ne, to res. In tega je vedno več in potem dobijo ta backlash ali backlash, ko se izgovori od ostalih podpornikov in grejo vsi, ja, vse si mu povedal prav, ne. Ja. Ne, debili ste vsi. Ne, pač, namesto da nisem pa še nobenega od teh, ki mene napada, da bi Janši napisal kreten, ali pa, tu pa ne, ker tukaj pa ne vejo, kaj napisati. Pač tukaj tudi vejo, da ne bo nič naredil s tem, Ja, ampak da bi pod fotko od Janša napisal, 3000 ljudi, ti si kreten, bi verjetno tudi on malo rekel, fuck, stari, ne. Ne mi reč, da ne. Če je že Janša tako pogumen s Twitterji, se pravi spremlja, on vse vidi, ne si misli, Janša vse vidi. In tako da on vse spremlja, vse na tekoče. Ampak on ima še vedno več podpore kot hejta in dokler bo tega imel, si bo tudi on upal vse take pisati. Ja, to je Ne, in on je tisti, ki širi seksizem, kjer je novinar, ki je žalil s prostitutkami in tako naprej. To je problem. Ne pa, da jaz napišem, da ženske, ki imajo OnlyFans, niso vredne spoštovanja. Jaz sem ena zrno v Sahari. Ne, nekdo, ki je pa predsednik vlade in da napiše, da so novinarke prostitutke, stari moj, isti dan bi mogel iti delati v tovarno, izgubiti vse nazive in vse, ne. Ne, to je res, ja. Ok, vzamemo pa še to klasiko za nagonc, hitra vprašanja, pa sam pač odgovor. Dobro. Kaj ti prije na pamet? Če bi bil na samotnem otoku 1 leto, kere 3 artiste bi poslušal? Zdaj ste me ne vem, ker jaz nimam nobenih artistov, da jih poslušam. Ali pa albume. Imam vse, ne vem, od Weekenda sigurno enega, od Biggija, pa od Queen, evo. Okay. Ali pa od Doorsov. Sam izstrelaš, to je point tega vsega. Ok, kjero super moč bi imel? Super moč, zdaj ali da sem neviden ali da berem misli. Ok. Ali pa da kontroliram čustva drugim. Močno. Okay, če bi bil Kar lahko, zadelam. če bi bil lahko kdorkoli na svetu za en dan, kdo bi bil, pa Elon zakaj? Musk. Elon Musk. Da vidim, kako mu možgani delajo. Zjevo bi lahko cel sistem. Ja, samo zaradi tega, da vidim, kako ta človek Bi bil razmišlja. vesel za en dan. Ja, V bistvu. Elon Musk, definitivno. Ok, kdo ti je dal najboljši na svet, pač kaj je bil ta na svet? Da sem na nič spomnil. Ne vem. Po moje ti bližnji frendi, da pač delam. Ne vem, res, zdaj mi noben, žal, noben Ni svet. bad. Ok, Oziroma, zdaj se spomnim. To mi je en kolega, ki živi v Dubaju, Pero, mi je rekel, da vsak trud je enkrat poplačan. Če ne zdaj, čez par let, in je res. Evo, točno, zdaj se spomnim. Ok, a bi raje prevrtel čas naprej ali nazaj? Naprej, ne, težko. Po moje, če ga prevrtim nazaj in da popravim, pa ne bi bil to, kar sem. ja, to je res. Zdaj, če prevrtim naprej, pa ne bi rad, ker bi rad videl, kaj bi jaz dosegel, tako da nič. Ampak če bi mogel. Če bi mogel, pa bi pa raje nazaj. Ja, sej, ok, dobro.
Noč ali dan? Dan. Okay. Kjera žival bi bil? Hijena. To je ful negativna žival. ne vem, pizde kaj sve. Po moje mačke stari, ena izmed mačk, ker to ima nerealne sposobnosti in gibalne in poslušajo, vidijo. Po moje kakšen gepard, leopard. Ok, hitrost. Ja, itak. Okay. Pa nerealen fokus, ne. Ok. Kjera žival bi bil, kjer je tvoj spirit animal? Ne vem. Svinja. ne vem, moj spirit, kaj pa vem, kdo je, tudi se verjetno gleda kakšen si, ne vem, po moje sem jaz kakšen tako žival, ki so jo ful izkoriščali in res neka svinja, ne, v bistvu je pa ta svinja res inteligentna, ja. Ne vem, svinja, okay. Ja. Lej, fair, svinja vsako vidi, kaj boš ti prasic, ne, ja. Noben ne vidi, svinja je tudi živo bitje, ne. Tle ni napačnega odgovora, no, tako. Ja, svinja. Ok, rit ali oške? Rit. Ok. Brez katerih 3 stvarih ne moraš živeti, pa probi predmeti. Telefon, YouTube account in linolada. Strong. Ok. Pa še z eno besedo povej, kdo je Vaux. Kdo je Vaux? Z eno besedo? Ja. Kreativec. Ok. Lepa. Evo, to je bilo to. Še enkrat hvala, da si prišel. Hvala vam za povabilo. Jako mi je bilo, no. Smo imeli kar ne debat, ja. Tako da ja, hvala, da ste gledali, če ste pogledali do konca, god damn. Tako da ja, sega. Aj. Peace. Uživajte. Po pameti, čao.